Dober dan, moje ime je Andrej Urbanc, sem direktor podjetja Matematika in zgodba d.o.o. Že 12 let pomagam organizacijam pridobivati sredstva prek razpisov. Najbolj se fokusiram ravno na razpise, ki podpirajo ustvarjalne, kulturne in inovacijske projekte. Mislim, da vsak projekt potrebuje dobro idejo, dober koncept, neko zanimivo, inovativno rdečo nit, torej neko zanimivo zgodbo, in da je hkrati prizemljen v smislu predvidljivosti, v smislu realnosti, da je konkreten, da je jasen, in da ima torej tudi svojo matematiko. Zato ime Matematika in zgodba. V resnici je fino štartati zelo pri tem, rečemo temu, če je matematika in zgodba, jaz to vidim kot dve plati. Zdaj, v primeru ali pa kontekstu, v katerem se danes pogovarjava, je to del plati moje firme. Posredno del oziroma obe plati v kontekstu projekta, ki se prijavlja. V resnici je pa v bistvu vsaka stvar, ki jo počnemo, ima pravzaprav neko to sanjaško, idejno, neko neoprijemljivo, neko tako zmuzljivo, navdihujočo stvar, ki to v bistvu že samo vsebino ali pa nekim navdihom ali pa neko čist intuitivno neko povezavo zelo pritegne. In kjerkoli ideja je fino, da od tukaj štarta, zato ker to nekako čist interno pomeni ali znotraj človeka, ki se je spomnil, ali znotraj ekipe, ali kakorkoli, nek zanos, nek drive, ok, da gremo zdaj to nekako probati nadaljevati. Drug del, to je recimo temu del ta zgodba, se pravi, navdih, ideja, sanje, neka rečemo temu v luftu, neka lebdeča snov. Druga plat je pa ta bolj logična snov, se pravi, bolj oprijemljiva, bolj prizemljena, bolj predvidljiva tudi, bolj logična. Ta plat je pa fina, ko bi rekel, ko enkrat ti stvar prespiš, ko vidiš, da je mogoče ta ideja po prespani noči sicer še vedno super, ampak je dosti hkrati s ostalimi super idejami, ki so se jih drugi ljudje tudi spomnili. Da te mogoče malo, ko bi rekel, da na realna tla, pa ne nujno, da je zdaj z idejo kaj narobe, ampak samo, da jo znaš racionalno opredeliti, pa da je ta mogoče del tudi pomemben, sploh pri tem, ko je treba še druge ljudi ali druge odločevalce, ali je to, ne vem, katedra, ali je to dekan, ali je to nek razpisodajalec, ali je to pač neka inštitucija, prepričati, da pač si ti res dober, da pokažeš to neko sanjaško, neko neoprijemljivo plat, neko foro, ki si jo spomnil, pa ki ti je ful navdih, pa ki ti je top. In tudi neko to prizemljeno plat, ki pa mogoče odločevalce bolj zanima, ker v zgodovini idej, s katerimi so se soočali ali pa se soočajo, jih primarno ne zanima toliko tvoj navdih, ampak kaj boš dosegel, za koliko denarja, kaj bo to pomenilo, koliko ljudi bo zraven, koliko bo to stalo. Skratka, neke bolj oprijemljive, take, mogoče žalostno realne številke, ampak oboje je pa nujno potrebno za dober projekt. In zdaj, če praviš, kaj mora vsebovati ideja, da se lahko uspešen projekt razvije, ideja sama po sebi nič posebenega. Mislim, nič takega, da bi bilo v pravilih, da mora ideja kaj vsebovati, mora pa projekt, ki vsebuje to idejo, vsebovati tudi neko bolj prizemljeno plat oziroma neko logično zgodbo zraven. Da se ve, kaj ta ideja naslavlja, kaj to v bistvu sploh pomeni, a je sploh relevantna za neko širšo okolico, a bojo recimo v vašem primeru jo, karikiramo, študenti ali pač neki mogoče partnerji iz tujine, kakorkoli pograbili, se jo lahko poistovetili z njo. In je fino imeti to iracionalno plat navdih, ki ga zasleduješ, pa hkrati neki racionalni pristop, zato da to lahko malo v neke kontekste, okvire in podobno umestiš. In mislim, da projekt, ki hoče uspeti ali na razpisu, ali čist kot, ne vem,
stvar, ki ga znotraj študentskega sveta oziroma nekih organov probaš sfurati ali z ekipo probaš realizirati, da ima v bistvu obe plati. To je recimo bottom line, ko bi rekel, te moje drže, po eni strani matematika, po drugi strani zgodba, po eni strani realno, po drugi strani navdihujoče, prizemljeno, iracionalno in tako naprej. Da v bistvu ima vsaka stvar, ki jo počnemo, vsaj te dve plati. Da je fino, da jih nekako, ko prepričujemo ljudi, da smo dobri, znamo obe te dve plati vključiti v to zgodbo. Hvala. Kakšne projekte iz področja umetnosti si že uspešno prijavil in na katere razpise? Nam lahko poveš kaj več o nekih konkretnih primerih? Marsikdo si mogoče ne predstavlja čisto, kako taki projekti izgledajo, mogoče kakšni manjši že, kakšni večji pa definitivno je za študente mogoče to nekaj čisto novega. Zdaj, z področja kulture oziroma umetnosti tudi mogoče tako nasplošno. Meni se zdi, jaz v bistvu funkcioniram najrajš na področju kulture pa umetnosti in na področju inovacij. Za ti dve področji je tudi precej razpisov in se mi zdi, da tako precej lahko, ko bi rekel, dodane vrednosti nekako prinesem, ali precej stvari lahko oddelam jaz namesto nekoga, ki se lahko pač ukvarja z vsebino. Precej priložnosti za sofinanciranje lahko najdem. Skratka, ti dve področji sta mi dosti zanimivi in obe se mi zdi, da imata nek overlap, neka želja po neki inovaciji, po nečem novem, ali je to skozi umetnost, ali je to skozi, ko bi rekel, industrijski nek pristop, ki v bistvu neke druge vrste inovacije, ampak še vseeno se mi zdi nek mindset pa podoben. Z področja kulture mi je ful všeč razpis, ki si ga ti na začetku omenil, Creative Europe, Ustvarjalna Evropa. V njem ali po njegovih prejšnjih poimenovanjih imam v bistvu največ, ko bi rekel, projektov za pokazati. Ali je to z zavodom Axioma, zdaj nazadnje Lutkovno gledališče, 2 projekta, založba Vige Vage knjige, če so to zdaj knjige intermedijske umetnosti, lutkovne oziroma odrske umetnosti. Potem je pa recimo glasbeni projekt za skupino The Tide, ki je bil sicer na Ministrstvu za kulturo, že pred leti, ki je podpirala, mislim, da namensko, če se prav spomnim, projekte povezane z glasbo. Potem je pa rečemo temu moja zibelka, pa še Zavod za sodobno umetnost, tam sem bil pa zaposlen, ko bi rekel, na začetku svoje poti po faksu, po diplomi. Tam sem pa v bistvu delal razpise, sicer tudi mednarodne, ampak primarno pa vseeno za razpise Ministrstva za kulturo pa ljubljanske občine. Se pravi, če si predstavljamo zdaj lutk, do knjig, do glasbe, do čist, ko bi rekel, intermedijskih umetnosti, način, kako z dogodki furati publicistiko kot nek nov format, in neka, ko bi rekel, splošna služba za projekte umetnosti in jih prijavljati nekam, so se mi tukaj neke izkušnje gradile. Je pa v bistvu razpon, ker se mi mogoče to zdaj dati od sebe neke primere zvrsti, v katerih lahko pač sem jaz bil uspešen ali pa so lahko prijavitelji uspešni, se mi zdi pomemben to, da je veliko teh projektov štartalo dejansko zelo podobno ali pa še slabšega nivoja, kot si predstavljam po mojih izkušnjah ali pa potem, kar sem jaz v svojih študentskih letih nekako skozi dal, lahko štartajo študentski projekti. Tipično pač nek sestanek ali nekaj se dobiš ali ne vem, je to neko neformalno druženje in nekaj in pa nekdo reče, kaj pa če bi mi lahko to tako pa tako pa tako. Ogromen projektov, ki so bili v bistvu zelo uspešni, je točno tako nastalo. Na Lutkovno gledališče sem prišel ta prvič, mislim, da 2012 ali 2014 ali nekaj pač skratka zelo dolgo nazaj. Potem, ko so oni interno imeli točno tak, tovrsten nek brainstorming,
in jaz sem dobil kot input, ki bi ga lahko na neke razpise prijavljal, nek odstavek s 3 alinejami. To je bilo vse. In od tukaj dalje je v bistvu po eni strani bila moja domača naloga, da to raziščem, da vidim, kjer evropske prioritete to lahko naslavlja, ali sploh ima to smisel prijavljati. In domača naloga pač prijavitelja oziroma neke idejne vodje, kako to še bolj razdelati, da bo, ko bi rekel, še bolj fino pa inovativno, pa seksi, pa hkrati tudi ta del, ki sem prej razlagal, da bo tudi racionalen, da bo tudi lahko, da bo interno videl, kdo bi bil potencialen partner, koliko nekih mrež bi lahko v to vpletal, koliko izmenjav bi se lahko naredili, da grejo naši v tujino, ljudje iz tujine pridejo sem, koliko prenosov znanja, skratka, da se to malo številči pa malo racionalizira. In od tukaj dalje se je v bistvu zelo fina zgodba naredila z estonskimi, potem pa s češkimi partnerji. Isto velja recimo princip, kako dela založba Vigevage knjige. Tukaj v bistvu gre vse iz zelo nekega brainstorminga, nekih idej, nekih to bi, un bi, tret bi, neke kreative. Potem se pa to malo, nam rekel glih, stepe z realnostjo, ampak se sooči s tem, koliko je to produkcijsko, izvedbeno, finančno in tako naprej možno, pa se z tega naredi nek input. Pa se ta input v bistvu predoči meni, pa jaz vidim, ali posamični razpisi, taki, uni, tretji, gor, dol ali drugačni, kakorkoli, lahko to vrsten input prenesejo ne samo, da izpolne pač neka projektna ideja, kriterije, ampak da jih zelo, 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 zelo dobro izpolni. Da tudi s tem, kar se prijavi na razpis, probamo očarati ocenjevalca, da v bistvu se še vseeno ohrani ta ideja, pa ta žar, pa ta zanos, ta iracionalna plat, o kateri sem govoril, ampak da se opredeli, pa strukturira, pa predstavi na ta način, da se mogoče tudi malo proda, na ta način, da je ocenjevalc zadovoljen, ne samo, da pač tam rečeš, ne vem, prioritete razpisa so neke mednarodne izmenjave, recimo, pa neke rezidence, mi to imamo, kljubca. Ni čisto. Je fino, da to je, ampak je tudi način, kako to predstaviš, oziroma kako, ko bi rekel, suho dejstvo lahko umestiš v to, da je pa zdaj to super priložnost, da v bistvu Evropa to financira, ker bo od tega ful dobila. To je mogoče ključna stvar pri razpisih. Ja, tukaj sem glih pomislil, ko omenjaš to, da nisem kljubca. Mogoče malo tudi to spominja na kompozicijo, ko imaš recimo različne materiale, pa si rečeš, moram uporabiti ta material, pa ta material, pa ta material, pa ta, ne. Ampak da to nekako povežeš, da imaš eno celoto, se pravi, da v bistvu vidiš, kako so vse stvari, ki jih ti v bistvu, če se te prav razumel, ki jih ti moraš doseči na razpisu, so v bistvu povezane med sabo in smiselne. Da ima vsaka stvar nek večji smisel, kakor sam pač doseči kljubca. Je nekako soodvisna s ostalimi. Sem prav... Ja, točno to. Plus, da velikokrat je, ko bi rekel, razpisi so ena taka zmuzljiva snov. Po eni strani gre za to, da ti dosežeš, da ti v bistvu sploh lahko konkuriraš, da pač imaš neke predpogoje uresničene. To je ta kljubca, o kateri govorim. Druga stvar je pa tako, da to ni dosta, ne? To ni izpolnjevanje razpisnega kriterija. Tukaj ni avtomatizacija, če imamo mi, karikiram zdaj, neke rezidence, pa če imamo neke prenose znanja, pa če imamo sodelovanje z lokalnimi nekimi publikami, pa če imamo, karikiram, za zelo malo denarja ful veliko obljubimo, pa da je to mogoče še mlade naslavlja, kot to so neke take, ko bi rekel, dosti stalnice pri EU projektih, kjerihkoli. Zdaj pa to je vse, primerna kombinacija, vse v redu, kljubca v bistvu nič več nam ni treba delati, samo pač predstavimo kot suhe fakte to, kar počnemo. Ja pa ne.
Ja, zato ker če bi bili edini na razpisu ali pa en izmed takih, ki jih že z vsebino lahko druge posekamo, potem je to super. Je pa tako, da se na razpis vedno prijavi več organizacij z več potrebami po denarju, kot je denarja namenjenega. In so vedno boljše v tem, kako svoje hotenja, svoje želje, svoje predstavitve dejansko pa tudi predstavljajo. In v bistvu ne tekmuješ z določili razpisa, ampak tekmuješ z ostalimi projekti, ki se na razpis prijavljajo. Po eni strani je to fino, ker je kvaliteta vedno boljša, po drugi strani, in tudi EU se lahko, pa kjerkoli razpisodajalec se pač potreplja po rami sam sebe in reče, super, za pač nek budžet smo dobili maksimalno to, kar lahko. Po drugi strani pa to, pa zdaj bom pljunil sam sebi v skledo, slabo, ker je vedno manj priložnosti, da se, ali pa vedno manj prostora kvalitetnega, da se prijavitelji prijavljajo sami. Vedno bolj je smiselno, da svetovalec ala profili, kot recimo figuriram jaz, vsaj, ko bi rekel, pregleda vlogo oziroma vsaj neko strukturo podal naprej, zato da se po neki, ne bom rekel predvidljivi zgodbi, ampak da se vključi vse wordinge oziroma vse, ko bi rekel, načine opisovanja, ki jih ocenjevalci pričakujejo. Tako da tukaj je po eni strani nujno, če se vrnemo nazaj, imeti vse te stvari obkljukane, po drugi strani je pa nujno, že ko bi rekel, zaradi projekta samega, da se te sestavijo v neko malo tako prepletajočo se seksi zgodbo, ki je tudi bolj, ko bi rekel, ta zgodba na koncu oziroma realizacija projekta ohrani nek zanos na ta način ali pa neko osnovno, čist ta prvo wow, nek efekt. Po drugi strani je pa to, da se preplete v neko zgodbo na način, ki proba ostale projekte presekati, pa ponovno nujno, zato da pač ocenjevalec vidi, ok, vi niste sam navedli, kaj pač imate in je to kljubca, ampak ima občutek, da tako kot ostali projekti, smo tudi mi naredili domačo nalogo, pa se malo bolj potrudili. Da je oboje hkrati dobro za ocenjevalce in za ekipo. Oboje mislim, tako navedba nekih čist suhoparnih vsebin, ki jih moraš imeti, da se pač lahko sploh greš, in neke zgodbe, ki jo zraven daš kot, v katero te vsebine prepletaš, zato da pije vodo tebi interno in tudi komu, ki pač bo to prebral. Kaj bi svetoval mladim glasbenikom, ki recimo končajo Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani, imajo mnogo nekih idej, fantazij, ampak se pa zatakne pri sredstvih, s katerimi bi jih uresničili, marsikomu tudi zmanjka poguma, takoj ko vidijo, koliko je treba napisati enega teksta. Tudi, ne vem, se mi zdi, da premalo se sploh ukvarjamo s tem, kako dobro izraziti prek besedila neko idejo. Ne? Kako začeti, kako neko tako idejo uspešno pretvoriti iz fantazije v realnost, pa jo pol uspešno prodati. V bistvu, če si ti en študent, ki si čist na začetku, mogoče imaš kakšen nasvet, kako se lotiti. Si študent, končaš in imaš sam ideje in nič drugega, recimo temu, ne? Dajva tako začeti. Jaz bi v bistvu obrnil logiko, česa se pravzaprav bati. Kaj si rekel, da mogoče nimajo poguma tega izvesti. Ampak kaj je tukaj tisti strah? Če to mogoče bo prišlo do zavrnitve, karikiram, mogoče ne bo ljudi, mogoče bo prekompleksno in preveč, ko bi rekel, naporno ali ne vem, ne bomo pohvaljeni ali kakorkoli, ampak v resnici so to, ko bi rekel, mogoče včasih malo alibi, da nam česa ni treba narediti, pa tudi nič narobe, če so, da se razumemo. Ampak v resnici pogum, da od ene ideje pride do izvedbe, je pravzaprav pogum kot tak, po mojem, nepotreben. Bolj je mogoče tukaj debata, ali je
fino v neki udobni, pa tudi jaz recimo včasih velikokrat to pozicijo imam, da v neki udobni poziciji rajš samo premišljuješ o neki ideji, pa kako bi bila fina, pa kako bi bilo dobro neki, pa kako bi bilo to, pa kako bi se lahko to nadgradili, pa kako bi super izpadli. Ni pa v bistvu toliko notranje potrebe, da bi pa to tudi realizirali. In če je to tako, nič narobe, čist super. Ker po drugi strani je pa tukaj vedno nek reality check v smislu, a je ta ideja res tako super, a je ta, ne vem, navdih, ki smo ga dobili, pa fantazije, ki jih imamo, pa sanje, ki jih sanjamo, pa nam je fino, ki jih sanjamo, ampak a je res tudi tako super, ko bo enkrat izvedene. A je, ko bi rekel, res vse to tako fino, kot mi mislimo, da je. In tukaj mogoče kratek odgovor na tvoje vprašanje, dajmo prototipirati. Se ni treba, da je takoj, se pravi, če zdaj je sanja, zdaj bom butast primer dal, ampak ne vem, da pač bi recimo prišlo, ne vem koliko študentov iz XY držav na nek študentski glasbeni whatever dogodek in bi imeli nek koncert in pa bi bilo neki mreženje in bi se imeli fino in bi bilo top in bi bilo to polet, ko bi bilo lahko odzuni, pa mogoče bi imeli tabor na ogenj, pa bi se vse to najbolj naredili. Vse to je fino, ampak mogoče je strah pred tem, kako vse to realizirati že v prvem poskusu razumljiv, ampak mogoče pa tudi ni treba, da se vse to realizira v prvem poskusu. Mogoče pa fino najprej reči, da gremo najprej probati s 3 frendi to narediti. Da gremo naslednjič probati s 3, pa ni nujen, da eno leto mine vmes, ampak mogoče, ne vem, 14 dni kasneje, gremo to probati, karikiram s partnerji, potencialnimi iz tujine, tujino vedno omenjam zato, ker pač je nujna za EU razpise, ampak mogoče za neke domače niti ni potrebna tujina. Z nekimi, ki se dosti dobro razumeš, mogoče niso frendi, ampak se pa na kolegijalni ravni, to je na pol profesionalni ali kakorkoli, dosti dobro razumeš, da veš, da bo prišlo, tudi če bo prišlo do hakeljcev, da ne bo taka štala, da je karkoli za tvegati. Skratka, da se malo po malo začne z nekimi koraki, ki ne predstavljajo velikega tveganja. Mogoče to čist super, pa se poj prespi, pa vidiš, ok, kaj pa se zdaj bojim? Prva realizacija je bila fina, druga realizacija je bila fina, pa nekaj smo se iz prve tudi naučili, pa smo lahko to na malo širši ravni naredili. Tretja realizacija ni bila fina, pa smo se ful naučili, pa je bila četrta še večja, še bolj fina, pa v bistvu sploh ni več od 0. stopnice do 5. stopnice nek ogromna višina, ogromna ovira, ki jo treba preseči, ampak si malo po malo po stopnicah v bistvu je gor hodil. Imaš že ne samo idejne zasnove ali pa nek feeling, kaj z idejo, ampak imaš tudi neke izkušnje, kako to realizirati. In te izkušnje so v bistvu najboljše za karkoli v lifeu. Ali je to EU projekt, ali je to startup, ali je to ne vem, prva služba, ali je to, zato je tudi študentsko delo v bistvu, se to na nek način pripravi na neke delovne obveznosti in tako naprej. Skratka, ko bi rekel, z vsem tem, s takim malim prototipom ali pa prototipiranjem, da malo po malo vedno več tvegaš ali pa vedno, mogoče tudi vedno manj, ko vidiš, da se da stvar izvesti brez tveganja, pa je čisto ok, pa dodajaš stvari, ki grejo proti temu, kar si na koncu želiš. Na ta način v bistvu vidiš, kaj funkcionira, kaj ne, in potem lahko to ponoviš nekako še boljše. In potem, ko imaš ti vso to zgodbo, če tudi to na mogoče mali skali za sabo, je bistveno lažje reči, zdaj karikiram, katedri za nek cache ali občini za nek cache ali ne vem, nekemu ponudniku prizorišč ali whatever za nek dogovor, ali pač predstaviti to na razpisu za nek dogovor, ker ti lahko rečeš, v preteklih 5 izvedbah je prišlo do, karikiram, tukaj pa ta racionalna plat pride do izraza, je prišlo do, začeli se s 4, potem je bilo 10, zdaj že 40 študentov, pa to je samo pač v neki skali, kot je pač Slovenija. Imamo vse utemeljene razloge, da če pridejo pa zdaj 3 partnerji še iz tujine, da jih bo pa to, ne vem,
200. 200 študentov, pomeni toliko pa toliko denarja, pomeni in kar naenkrat govoriš jezik, ki ga govorijo razpisodajalci. Ali pa tisti, ki so. Ker sam v bistvu spurat ogromen projekt, se sam zmeniti aktiven del za produkcijo, za prostor, za denar, za nekaj, za nekaj, ponavadi so to ekipe, pa tudi ti ljudje so prišli do tega statusa na teh stopnicah, ki sem jih zdaj nekako naštel. Ne zgodijo se veliko. Tako da tukaj, kaj bi zdaj začeti z malim, pa opazovati ekipo, opazovati pa nekako ocenjevati, kako je, koliko je bilo to blizu tega, kar si in the long run, pa v tej, ta glavni neki ideji, ta glavni, kako blizu smo prišli, pa kaj še potrebno, in pa kar naenkrat te sanje, kaj želiš, pa neka racionalna plat, kako prideš. Nek overlap tudi med tem, kako start, kako bi rekel, ki jih mogoče delajo ekipe, sploh lahko pridejo do nekega track recorda za sabo, oziroma kako sploh pridobijo izkušnje in postanejo neki playerji. Hvala. Ja, zdaj recimo, vrhunski mladi glasbeniki imajo navadno veliko poznavstvenih povezav, tudi mednarodnih. Zato, ker zdaj kot glasbenik tako rekoč moreš potovati po Evropi, po svetu, imaš koncerte tukaj, imaš koncerte tam, na različnih lokacijah. To zveni recimo kot ugodno okolje za neko mreženje. Kljub temu je pa vseeno malo takih, ki se dejansko lotijo nekih svojih projektov, ki uspejo razviti neko svojo zgodbo, že sam neko avtentično zgodbo, recimo, ne. Marsikdo tudi nekako rajš čaka, da ga pokličejo in tako naprej. In katere veščine bi recimo ti svetoval tudi, da mladi glasbeniki razvijajo, plus to, če se nanaša na to, kar si prej rekel, jaz bi rekel, da ena lastnost je mogoče tudi lenova, ne. Če samo fantaziraš o tem, kaj boš naredil, pa ne narediš nič. Druga lastnost je mogoče tudi, zdaj govorim negativne lastnosti, je mogoče tudi neka pikolovstvo ali pa nek, kako bi tem rekel, perfekcionizem v tem smislu. Zdaj bom pa jaz igral v enem bendu, sam če imam točno take ljudi, ki so sam toliko vrhunski, ne vem kaj, drugače se sploh ne bom niti lotil, ne. Pa ti ne rata takoj na prvo žogo tega, pa se raje sploh ne lotiš. Tretja stvar, ki se mi zdi pa sploh pri Slovencih zanimiva, je pa samozavest. Imam občutek, da marsikdo tudi nekako ni dovolj samozavesten ali pa na splošno ne znamo dobro prodati tudi vrhunskih rezultatov, recimo. In ena stvar mi je bila zanimiva, ki mi je rekel en kolega, recimo, da je on spraševal za sponzorje v teh raznih Rotary klubih in tako naprej, in da če vprašaš za 500 evrov, da ti noben ne bo dal, ne. Če pa vprašaš za 10.000 evrov, ti bodo pa prej dali, če to izpade kot nekaj takega prestižnega, ne. To mi je bilo zanimivo. Ja, tako, kaj bi recimo svetoval, čisto, katere svoje lastnosti naj mladi glasbeniki poskusijo razviti? Jaz bi v bistvu štartal mogoče kontraintuitivno, kot si zdaj naštel, pa bi rekel predvsem domišljijo oziroma premišljevanje oziroma krepitev, ko bi rekel, še bolj nekih teh spretnosti, kreativnih, umetniških, ki jih že sicer mogoče fakulteta ali neke življenjske druge priložnosti, preizkušnje nekako dajejo.
pa omogočajo. Zato, ker da se, kako bi rekel, če si ti dober, pa zdaj konkretno lahko rečeva, a ne, ne vem, v umetnosti ali pa kot pač znotraj polja kulture. Kot profil umetnika se meni zdi nujno, da se to primarno razvija samo znotraj pač tega polja, umetnik. Fino je, da pridobi človek poj neka znanja ali pa skillse, ki so bližji recimo nekim producentskim. Skratka, da se zna mogoče malo obrniti, pa malo povezati, pa malo neke te soft skills, komunikacijo, mreženje, mogoče tudi, da štika tudi okolje, v katerem deluje, skozi poznavanje malo kulturnih politik, da štika neke, kaj so jim prioritete, pa kaj lahko skozi projekt ali pa skozi svoje delo, ki ga pač ima, kaj to pomeni za nekoga, ki daje denar. Se pravi, sam si ugotovil, za skupine, ki jim je mogoče prestiž pomemben, bojo prej dali, se strinjam, 10.000 evrov kot 500 evrov, če bo value za teh 10.000 evrov ostal prestiž. In tukaj je potrebno poznavanje glasbenika ali pa nekoga, ki za ta denar pride vprašati, da ve, koga sprašuje, pa kakšen je kontekst tega spraševanja. Če bo spraševal javni sklad za kulturne dejavnosti, ne bo dobil 10 jurjev, ker je to več od tega, kar javni sklad za kulturne dejavnosti daje. Bo prej prišel čez 500 evri, pa mogoče niti ne bo treba frejmati oziroma okviriti svojega konteksta skozi prizmo prestiža. Bo mogoče prej skozi neke skoraj prostočasne aktivnosti lažje prišel, ugibam. Ampak z tega vidika, fino je, ko si omenil, da so v bistvu mladi glasbeniki omreženi. Na ta način, če so omreženi, ima zelo kratek čas, pa kratko pot do izpolnitve prvega predpogoja, če hočeš pač karkoli na razpisih početi, ali pa pač furati nek projekt, tudi če ne gre na razpis. In to je, da sebe povežeš še s kom, pa na ta način svojo idejo malo stestiraš, ali to pije vodo sploh ali ne. Hkrati pa drugemu daš vedeti, da lahko nate računa. Ali je to zdaj, da se nekomu pridružiš, ali je to zdaj, da koga ti pokličeš, pa si ti iniciator, ali je to zdaj, da pač čakaš, da te nekdo pokliče, ampak se pa daš v neke telefonske imenike, da te sploh lahko nekdo pokliče. To je mogoče nek tak maksimum, kar bi kot umetnik ali pa kot kulturni nek ustvarjalec, da je fino, da to ima. Potem je pa fino, da vsem deluje v okviru nekih produkcijskih okolij, ki pa nimajo toliko, ko bi rekel, kapacitet samo za umetniško, recimo temu, razmišljanje pa ustvarjanje, ampak imajo tudi izvedbene kapacitete. To pa so profili, ki pa imajo racionalno plat, kaj boš ti počel, kaj hočeš sploh narediti, koga bo zraven prevedel, do česa bo to prišlo in tako naprej. Če pa sprašuješ, to zdaj, kar sem do zdaj govoril, sem govoril z vidika, kako mogoče priti iz situacije, ne vem, pač mladi glasbenik, zanima ga umetnost, kultura, ne vem, ustvarjanje glasbe, tako naprej, kako od te točke priti do EU sredstev. Fino, ustvarjaj glasbo še naprej, majhen vseeno aktiviraj svoje kontakte, da lahko pač minimum 3 prijaviteljev iz 3 držav oziroma 3 partnerjev iz 3 držav izpolniš, sicer pač EU denarja ne bo. Ampak tukaj je pa z tega vidika mogoče čisto dosti. Mogoče je fino, da se pač še s kom organizacijsko ali pa v smislu projektnega vodenja povežeš, pa je mogoče fino, da vsak dela te stvari, ki jim res ležijo. Ni treba, da je glasbenik hkrati še sam svoj agent.
pa še svoj producent, pa še svoj organizator koncertov, pa še to, pa še to, pa še to. Slovenija recimo je ful dobra na področju kulture in na področju inovacij. Kar ji manjka, je to, kar si omenil enkrat vmes, se mi zdi, je ta neka samozavest ali pa potreba, da te inovacije, pa te ideje, pa te kreativne, umetniške zasnove spraviti tudi do izvedbe. Ampak mi smo svetovni evropski prvaki v tem, koliko denarja dobimo iz programa kreativna, se pravi ustvarjalna Evropa, če vključi zraven faktor prebivalstva. Pač mi imamo vele sile, neke Nemčije, Francije, ne vem, Španije, ki pač so kulturno sploh na svetu, pa dobijo, tudi če gledaš procentualno, koliko projektov prijavijo, za koliko velike projekte gre, dobijo manj procentualno, se pravi, manj projektov njihovih je uspešnih, hkrati pa tudi, če primerjamo, koliko je to glede na število prebivalcev, smo pa mi sploh v vrhu, podobno kot pri športu recimo. Mi namo nikoli imeli top shit, zelo veliko olimpijskih medalj, če gledamo samo absolutno številko, ker smo premajhni. Če pa gledamo na število prebivalcev, pa to malo probamo nekako normalizirati, da se na isti nekem imenovalcu ali pa število znesek vloženega denarja v šport, pa kakšen je efekt od tega, tukaj smo pa neverjetni prvaki. In podobno je pri inovacijah. Mi skozi kot narod, se mi zdi, ali pa kot vsaj ti dve podpodročji, skozi nekaj migamo, skozi nekaj ustvarjamo. Pri nas se ogromno ljudi in ljubiteljsko, in v okviru faksov, in v okviru nekih organiziranih okolij ukvarja s kulturo in ogromno je nekih, ko bi rekel, brbotanj tovrstnih kreativnih. Tukaj samo zmagujemo, tukaj se nimamo česa zabati. In z tega vidika je fino se sprobati tudi na ta način, da ne bom vzel tega, kot zdaj bo pa, ne vem, prvi, karikiram, orkester, kjer bom lahko igral, tak, da bo že v principu in iz prve izvedbe idealna neka taka čist rešitev in izvedba in situacija, kot smo si jo zamislili. Je pa priložnost, da se tudi poleg nekega talenta, pa poleg neke kreative, ki je mogoče ful dobra, tudi ta real life experience naredi, pa se z tega zbrusi, pa se pridobi kilometrina, pa se pridobi znanje, kako se pač znotraj tega obnaša, pa kako se ena scena, pa druga scena, pa eno občinstvo, pa drugo občinstvo, vsa ta kilometrina, ki jo pač daš skozi, se na ta način lahko vzpostavi. In ko enkrat nek ko bi rekel, odločevalec ali selektor ali kurator ali vodja, kdorkoli pač vabi recimo v orkestre ali v neke ekipe kreativne, če govorimo zdaj generično, na splošno, ga bo zanimalo seveda neka kreativna plat, ampak ga bo pa tudi zanimal CV. In če bo tam, če ne bo nič, če ne bo pač super, da po kreativni plati smo se super ujeli, ampak vseeno mi moramo gledati tudi na izvedbo. Ti pa nimaš za sabo nobene kilometrine. Mogoče bo nekdo, ki je slabši po kreativni plati, pa ima kilometrino, bo lahko prej gor vzeti, pa prej dobil nek posel, dobil neko priložnost, dobil neko članstvo nekje v kakorkoli, kot nekdo, ki tega nima. Tako da se mi zdi, oboje nujno, bi krepil samo umetniško plat, ne bi pa zapostavil, pa se arogantno izogibal nekim priložnostim, če tudi niso idealne. To je pa mogoče ta zadnji stavek, pa kratek odgovor. Ja, hvala, no. Mislim, da smo zdaj veliko zanimivega zvedeli o projektih in o prijavljanju projektov. Mogoče, če imaš še kakšno čisto zaključno misel? Ja, mogoče samo to. Zdaj, razpisi so ena od možnosti za dobiti finance za neke zanimive ideje. Fino je, da so te zanimive ideje predtem malo preizkušene v praksi. Razpisi niso edini vir financ, to je res. Je pa, ko bi rekel, priložnosti sigurno veliko, sploh za mlade, sploh za zanimive ideje, sploh za take, ki se prvič prijavljajo, sploh za, ko bi rekel, nekoga, ki neke skupine, neke projekte,
ki sabo nosijo tudi žar, da hočejo neko stanje spremeniti, da hočejo malo zboljšati situacijo, da hočejo nekaj novega, da hočejo nekaj bolj optimalnega, da hočejo skratka, neke inovacije, izboljšave, kakorkoli v nek prostor pripeljati. In tukaj mogoče sam to ponovim, da ni treba štartati, da do tega pridete, ni treba štartati z mislijo, kako je velik prvi korak, ampak se štarta lahko samo, kaj je prva stopnička, da pridemo do tega velikega, končnega, recimo, optimalnega stanja. In ta prva stopnička je lahko zelo mala, zelo super, zelo čisto malo izven cone obdobja, zelo še vedno ne taka, da se kaj zelo veliko tvega. Vse super in vse to lahko pripelje do neke situacije, ki pa bomo še naprej ostajali in postajali evropski prvaki.